Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 25. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Simono Muršec, predsednico Društva Parada ponosa v Sloveniji, prepoznavno aktivistko LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji, izobraževalko, avtorico več knjig, sicer pa tudi sodelavko v tuji nevladni organizaciji WeMove Europe. Simone v studio nisem povabil samo zato, ker vem, da je pri svojem delu izredno srčna, zagnana in uspešna. Razlog za povabilo je tudi ta, da načeloma pripadava dvema zelo različnima svetovnima nazoroma. Ta epizoda je namreč nastala v okviru letošnjega socialnega tedna, ki nosi naslov Onkraj našega sveta, govori pa o družbenih delitvah, težkih temah, medsebojnem zavračanju in o dialogu. Moj cilj je namreč bil, da s Simono demonstrirava pristen dialog, tak, ki stopa v stik z identiteto in stališči drugega oziroma drugačnega, ampak tega drugega, drugačnega ne želi spremeniti. Takole smo med drugim zapisali v poslanici z letošnjega socialnega tedna. Živi in dinamični ljudje so pripravljeni prisluhniti drugim in jim iskreno posvetiti pozornost. Zavedajo se, da jih sogovorniki kljub drugačnim stališčem lahko obogatijo z novimi spoznanji. Morda bo po epizodi prišel kak komentar, da Simoni nisem povedal tega ali onega, kar bi ji moral, ali pa vsaj, da sem bil preveč mehak. Povejte, kakšen pa je vaš pristop k pristnemu dialogu? Pišite mi na matej@socialna-akademija.si ali pa v Facebook skupino Goreči grm. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Simona, dobrodošla v mojem podcastu. Pozdravljen. Kako si? Delovno tako kot ponavadi, ampak to mislim, da lahko zdaj že 20 let rečem, tako da lahko tudi rečem, da sem v redu. Poznava se še ne čist 20 let, ampak skoraj 20 let. Takrat, ko sva se spoznala, si bila članica podmladka Socialnih demokratov in so te že zanimale družbene in politične teme. Kakšna epizoda tvojega življenja je bilo to članstvo v političnem podmladku? V bistvu zelo definirajoča. Jaz sem se v Mladi forum Združene liste Socialnih demokratov, kot se je takrat stranka imenovala, včlanila, ko sem bila stara 17 let, torej v srednji šoli, in tudi nekako sem se začela angažirati izven nekih ustaljenih okolij, kot je bila šola ali pa neka prostočasne aktivnosti v tistem obdobju srednje šole. Do Mladega foruma sem na nek način prišla po naključju. Enostavno sem prišla v stik z malo starejšimi osebami, se pravi tam, ki so bili na prehodu iz srednje šole na faks, ki so na nek način se že angažirale v tistem času v podmladku, in se mi je zdela to kot neka priložnost. Nisem se dala kar takoj prepričati, preden sem se včlanila, zato ker se nisem hotela včlaniti na papirju, ampak pol dejansko nekaj početi. Ni ti bila problem ideja ali pa karkoli, ampak a boš ti dovolj dala? Bolj mi je bilo to, a bom jaz imela tam dovolj nekega prostora, da lahko res neke stvari, ki se mi vrednostno zdijo pač take ta prave, ker že v tistih časih in od tega je zdaj res 20 let je imela politika neko konotacijo. In to negativno. Mislim, ja, ne do te mere kot danes mogoče, ampak zagotovo je že imela nek prizvok, predvsem pa meni do neke mere tudi tujega. Jaz sem bila vseeno srednja šolka na Ptuju in pač ni bilo to tak pogosti način angažiranja. Jaz tega nisem poznala tako iz svojega okolja ali pa svoje družine, zato sem pač bila malo tako A jaz si bila prva zadržana. v svoji družini, ni nobenih prednikov bilo takih družbeno angažiranih? V bistvu je bila moja družina družbeno angažirana, ampak ne preko političnih strank na ta način. Se pravi, jaz sem vseeno to neko bolj zavedajoče otroštvo pa mladost v 90-ih pa v zgodnjih 2000-ih skozi dala. In moja družina je bila pač podeželska družina, mi smo res z vasi, so bili in mama in njen brat in sestra v mladosti, recimo tudi v mladini. Ampak bili so tudi v, lokalnem gledališkem klubu, pa tako v teh nekih lokalnih kontekstih so bili angažirani, ampak v tistem času, ko sem potem že jaz odraščala, več ne. Takrat teh stvari več ni bilo, bili so neki spomini na to, mogoče tudi neke včasih kakšne
romantizirane zgodbe, ampak nišče pa več ni tega živel takrat, ne. Tako da sem v bistvu šele jaz, pol kasneje, v bistvu z nekim zamikom spet se začela angažirati. In z te perspektive, ne, se nisem takoj dala čist kar tako na prvo žogco prepričati, ampak pol skozi neko obdobje sem pol vseeno se včlanila v Mladi forum in v bistvu začela tudi nekaj svoje prve aktivnosti organizirati tam v lokalnem klubu. Tako da prva stvar, ki sem jo organizirala, je bila tako samostojno, ne, da je res bil moj projekt, ne. Mislim, da ravno takrat nekje pri okrog 17 in sicer je bila čistilna akcija za dan zemlje. Smo pucali šturmovec, kar so v bistvu tam neki tako mrtvi rokavi reke Drave, po zajezitvi, ko je jez tam, ne, Ptujsko jezero umetno. In v bistvu eno tako ful posebno okolje, habitat za redke vrste ptic, tudi neke učne poti imajo osnovne šole not, ampak v bistvu odlagališče divjih odpadkov, ne, istočasno, in to je mene ful prizadelo in sem bila ful kot srednješolka napaljena na take, tudi ne, kar se tiče okoljskih tem, že iz osnovne šole ven in tako, in potem se mi je to zdelo, da to pa zdaj moramo nekaj narediti, ne. In kjer kompetence si dobila potem v Mladem forumu, kaj si se naučila, kaj ti je dal? V Mladem forumu sem ostala vsega skupaj 9 let. Kar dolga doba. Ja, kar 9 let vse skupaj, ja. Bila sem od tega, da sem na eni točki vodila 2 leti lokalni klub kot predsednica, do tega, da sem potem delala kot, sem bila tudi na nacionalni ravni, sem bila mednarodna sekretarka, pa potem tudi nekaj časa predsednica sveta podmladka, v bistvu že v obdobju, ko je leta 2008 tudi so socialni demokrati zmagali na volitvah in so v bistvu smo imeli premijeja v državni ravni. V nekih momentih, ko so bili politično tudi zelo relevantni, tako da če gledamo celo to obdobje, je v bistvu ta političen podmladek in to okolje meni dalo ogromno, ne. Bila sem v teh formativnih letih, moje vrednote so se zasidrale do konca, pač tudi nek pogled na aktivizem, na ideologije. Ja, v bistvu tako, kako se jaz definiram, v bistvu še danes je bilo to ključno v tistem obdobju, ne. A to bi lahko rekla, da je bilo dejansko Mladi forum najbolj, poleg družine pa to, med najbolj stvarmi, ki te je definirala tvojo identiteto? Ja, v tistem obdobju zagotovo. Mislim, jaz sem imela neko podstat, ne. Ta podstat je izhajala v bistvu iz precej drugačnega okolja, jaz sem imela neke vrednote, se pravi, jaz v Mladi forum sem prišla zato, ker so se moje vrednote, ki sem jih do neke mere že imela izoblikovane, potem ujemale v osnovi. Malo sem prišla tudi zaradi ljudi, ki so me nagovorili. Potem pa sem v bistvu dobila eno ful pomembno priložnost v Mladem forumu in to je to, da mene je vedno vlekla tujina in vedno so me vlekli mednarodni konteksti in Mladi forum je meni to omogočilo, ne. In v tem mednarodnem kontekstu sem pa v bistvu jaz dobila neko svojo to prvo politično družino na nek način, ne, zato ker pri nas v Sloveniji vendarle to okolje ni bilo tako, kako bi rekla, teoretično zelo močno ali pa ni bilo tako na področju izobraževanja recimo in teh stvari. Šele ko sem šla v mednarodne kontekste in sem tam spoznala neke organizacije, sestrske organizacije in ljudi, ki so bili tam aktivni iz tujine, kako to drugje delajo z nekimi drugimi pristopi, recimo spoznala sem se z neformalnim izobraževanjem, ne. Bilo vse skupaj 3 levele višji, ne? Ja, in v bistvu je potem to meni odgovarjalo, ne. Ta nivo, ne, ta nivo razmisleka, izziva, vrednot, kako potem vrednote udejanjati v praksi skozi aktivnosti, ampak tudi skozi politike, ne. Glih to sem te mislil vprašati, kar si prejle načela, a so te bolj ljudje pritegnili ali bolj vrednote in če so te vrednote, kaj te je pa že pred tem toliko formirali, da si že imela te vrednote zlistane pri sebi? Ja, mislim, zagotovo so me vrednote v prvi meri. Mislim, da lahko rečem zase, da imam v svojem okolju in sem v preteklosti tudi vedno znova bila obdana z ljudmi, ki niso imeli istih vrednot kot jaz in da smo lahko tudi predvsej dobro funkcionirali v nekih prijateljskih, družinskih in takih odnosih, ampak zato, da pa jaz lahko z nekom delam, da pa skupaj sodelujemo, da skupaj nekaj ustvarjamo, mi je pa vedno bilo ful pomembno to, da imamo neka skupna izhodišča, neka podstat, ne, in zato to se je, mislim, da že takrat kazalo. Moje primarne vrednote, jaz mislim, da so bile zelo močno izoblikovane iz pač čist zares iz krščanstva, ne. Jaz vseeno izhajam iz družine, kjer pač vendarle največji vpliv, jaz mislim, da name je imela in do neke mere ima še vedno moja mama. Moja mama je izrazito verna katoličanka in jaz kot otrok sem pač bila izpostavljena v bistvu katoliškim vrednotam, ne. Ne samo vrednotam, ampak tudi nekemu okolju, ne. Pač tista stvar, ki je bila zelo specifična, je pa vendarle, da kljub nekemu kmečkemu okolju, je pa bila to neka struja
tudi znotraj interpretacije katoliških vrednot, ki je bila pa v bistvu zelo liberalna, ne? Progresivna, zelo dopuščajoča. Ne? Jaz sem imela to srečo, da je v bistvu že moja mama bila v svojem okolju deležna tega malo bolj nekega filozofskega pristopa, ne, in pogleda in je že lahko imela neke svoje interpretacije oziroma razumevanje živeti svojo religijo, ne. In tako da to je zagotovo bilo nekaj, ne. Ampak po drugi strani pa kaj je to v praksi pomenilo, ne. To je pač bilo v praksi pomenilo to, da sem jaz od relativno, ne vem, že osnovnošolskih časov, ne, skozi tudi, recimo, ne vem, cerkev ali pa neka stvari, ki so bile prihajale v stik z, ne vem, z misionarji iz Afrike, ne, ali pa recimo z, ne vem, z nekimi koncepti pravičnosti, ne, se pravi z nekim čutom za sočloveka, ne. Moja mama recimo na eni točki veliko ljudem, ne vem, pomagala umirati, ne. In smo recimo že jaz kot v osnovni šoli sem eno parkrat bila z njo, ko je bila v bolnici pri človeku, ki je bil na smrtni posli, in ona je v bistvu pač bila s tem človekom v teh zadnjih dneh, recimo urah, ne, in je mene kot osnovno šolko, recimo pri ljudeh, ki sem jih jaz poznala, ne, recimo, ki so bili do neke mere, mogoče ni blizu, me sabo vzela, ne. Kakšno vzgojo ti je dajala s tem? Pač jaz mislim, da je moja mama predvsem, kljub vsem zadevam, s katerimi se mogoče jaz ne bi strinjala, ali pa ki bi jaz mogoče jih drugače, tisto stvar, ki je ona meni znala dati, je predvsem mi dala znati neko perspektivo do življenja, ne. Tako zelo, pač ni bilo tabujev, ne, te stvari, ki so včasih se mi zdi pri ljudeh ful tabuizirane, ne vem, kot je smrt, rojstvo, spolnost, neke družinske stigme, take zadeve pač niso bile tabuizirane, a ne. Zato pravim, da je imela največji vpliv ona name, ampak ona v bistvu pa je nešče, ki izrazito živi pač te katoliške vrednote, ne vem, ona je na eni točki bila žrtev pač nasilja doma v družini, ne, ko je moj očim pretepil, ne. Ona je naslednji dan šla v službo, pa je pač povedala vsem službi, da ima plavoko, zato ker jo je pač mož ne, po domače, ne, pritisnil. To se v večini primerov sploh ni spodobilo, ne? Ja, ne, in to recimo, da pač zato, ker ona je tudi v tisti situaciji, ko je bila v neki ful veliki stiski, ampak še vedno je znala zelo jasno zartikulirati in se tudi skozi dejanja postaviti, da to ni moja sramota, ne. Je znala ločiti njeno odgovornost pa od drugih, ali kaj? Ja, ne, in znala se spozicionirati do te mere, da ne bo ona se počutila osramočeno ali pa krivo zaradi tega, ker pač ima človeka doma za partnerja, ki ni sposoben, ne, sam sebe na drugačen način pohendlati kot to, da neko svojo stisko skozi nasilje izrazi, ne. In jaz, kljub temu, da sem mogoče pač doživela neke take situacije, v bistvu ta njen način, ne, kako se s tem spopadala, je v bistvu dal meni ful, ne, enih razmislekov, nekih usmeritev, ne, in zato pač lahko vedno rečem, da zagotovo skozi celo življenje je, kakorkoli je tudi oseba, s katero sem se verjetno v nekih momentih največ prekregala, ne, je pa vedno tista oseba, ki tudi pri takih stvarih ima pač to moje primarno spoštovanje, ne. Če ni prevelika skrivnost, kje pa so bile tiste točke ločitve z mamo, kaj so bile tiste težke teme v procesu odraščanja, kjer si se najbolj fajtala? Ja, zagotovo cerkev, ne. Aha. Cerkev je bila tista ločnica, moja mama je zelo, se pravi, prakticirajoča katoličanka, kar pomeni, ona gre k maši vsaki dan, neko obredje in tako spoštuje, in recimo, ko sem jaz bila v osnovni šoli, je ona mene dejansko skozi prisilo, ne, poskušala dobiti do tega, da jaz hodim ob nedeljah k maši, da hodim k verouku in tako dalje, in na eni točki sem se začela temu zelo aktivno upirati. Do te mere, da potem, ko sem bila srednješolka, sem se pa že konec osnovne šole in kot srednješolka sem se začela tudi tako bolj argumentirano recimo upirati nekim zadevam in ne vem, ena od takih zelo močnih debat je vedno bila okrog vloge cerkve, ne. Nisva se mogoče toliko zahaklale okrog, ne vem, vere kot take, ne, ampak dejansko te politične vloge cerkve, inštitucije, tam recimo smo vedno bili zelo na drugih bregovih, ker ona je vedno to institucijo branila, kot institucijo, ki sicer, tako kot vse druge neke tvorbe, ni popolna, ampak ne, v svojem jedru je pač to institucija, kateri ona pripada in za katero stoji, ne. Med tem, ko pač jaz nisem mogla pod to se podpisati, ne, nikoli. In pač to je bila ena od teh stvari. Druga recimo taka tema, v bistvu zares edina vrednostna, taka zelo globoka tema, pri kateri se pa jaz mislim, da mi dve ne strinjava, je pa v bistvu pravica, ne pravica, ampak dejansko pogled na splav, ne. Ker med tem, ko se moja mama tudi vedno je rekla,
ženska mora imeti pravico se odločiti o svojem telesu, ne kontriram pravici do splava, ampak jaz nikoli v življenju ne bi splava naredila in zame je to absolutno, ne. Pač ona tudi ni pristala na, ne vem, te medicinske preglede, da v nosečnosti pregledajo plod in ne, ali je mogoče plod lahko ima kako deformacijo ali pa kaj, ne. In ona je rekla, ne, ker meni je to vseeno, sej, ne, tudi če ima, pač jaz bom tega otroka rodila, ne. Na to foro je pač ona zelo izrazito pač stoji tam pri svojih vrednotah in jaz kot, predvsem mogoče kot najstnica ali pa še kot mlajša, ko sem bila, je bila to neka tema, kjer sem se še jaz fajtala, ne, okrog tega, ne, da pač kako in kaj in ne, danes se o teh temah več ne kregava, ne, že dolgo ne, vema, kje vsake stoji, kje kdo je in lahko zelo normalno in nekako se okrog tega tudi funkcionirava, ne. Kje si pa municijo za argumentiranje dobila? To si mogla že v osnovni šoli biti tako kar dobra debaterka, pa argumente vlečiti iz nekje. Kako je to nastalo? Od zelo malega so mi vedno doma rekli, da imam dar govora, ne. To se na lep način povedala. Ja, tako da mislim, da pri letu pa pol še nisem nič kaj hodila, pri 9 mesecih pa že znala kakšne prve besede povedati, tako da verjetno tudi to malo pove, da so bile neke predispozicije na tem področju, verjetno. Malo je verjetno pomagalo to, da sem v svojem res zelo ranem otroštvu, tam prvih 5-7 let odraščala bolj ali manj izključno obkoljena s samimi odraslimi. Nisem odraščala z družbo otrok, pa se potem, bom rekla, na drugačen način naučiš handlat, ne, to, kako se pogovarjaš z odraslimi. Jaz recimo, ko sem prišla v osnovno šolo, nisem imela na isti način bariere pred pristopiti k učiteljici ali pa učitelju, ne, izraziti neko, prositi za nekaj, reči nekaj, ne. Take stvari, ki sem videla, da moje sošolke, sošolci jih je bilo strah ali pa niso imeli korajže ali pa tako, meni pa to v bistvu ni bil problem, ker sem bila od doma navajena v bistvu ves čas z odraslimi komunicirati, ne. Kljub temu, da po eni strani sem bila otrok, po drugi strani pa nisem bila tretirana kot klasičen otrok, ne. Vključevali so me v nek nivo, pred mano niso skrivali nekih pogovorov, zraven sem bila pri velikih stvareh, tako da sem imela neko razumevanje okrog tega drugačno, ne. Pa pač to, da je nekak govor, argumentacija skozi jezik in tako bila, jaz nikoli nisem na isti način niti razvijala, niti se počutila poklicana, da bi pisala, ne. Eni ljudje pišajo in so ful dobri v tem pisnem izražanju, ne. Kako so pa tvoje igre, pa knjige, pa vse to, kar si delala v otroštvu, pa zgodnji puberteti to podpirale? Ne samo kot otrok, ampak celo življenje sem imela to, da recimo, da sem se sama s sabo sem imela dialoge na glas in v tujem jeziku. Že v osnovi v angleščini, v nemščini, po mojem tam od 5. leta dalje, recimo se spomnim, sem sama s sabo se pogovarjala na glas, ne. A jezike si kar rasturala iz nule, ali kaj? Ja, recimo zelo dober posluh sem imela kot otrok za jezike, sama sem se jih kar precej naučila zgolj skozi recimo televizijo, ne. Take stvari so mi bile blizu in recimo, ne vem, tudi ko sem se učila, ne, sem se učila na glas. Ja, mi smo, na Štajerskem smo imeli 30 programov na televiziji in od tega jih je bilo zagotovo več kot 20 nemških, ne. Oziroma nemško govoreči, ne, avstrijski pa nemški. In pač to je pustilo posledice. Ti si že otrok kabelske, ne, vidiš, ti si še vse pol generacije nazaj. Ja, smo imeli to kabelsko, pa smo imeli te pol, ko sem bila v osnovni šoli in tako, ja. Kako bi se pa, če greva v sedanjost, kako bi zdaj opisala svoj profil? Kakor bi se mogoče rada definirala kot aktivistko, mislim, da je veliko bolj fair, če rečem, da sem menedžerka. Več ur preživiš v menedžmentu kot v aktivizmu, ne? Ja, zares zagotovo te stvari, ki jih delam, podpirajo aktivizem, ampak mislim, da sem zagotovo bolj v tej vlogi, da vodim in strukturiram procese, strateško načrtujem, delam to na različnih koncih, tako da se pravi v službi, ki jo upravljam od ponedeljka do petka, od 9 do 5 v osnovi, imam tudi naziv HR and Finance Manager, ne, se pravi menedžerka za finance in kadrovsko, ne. In to je neka tuja organizacija, ne, če prav vem, nevladna? Ja, v bistvu delam za eno organizacijo, ki se imenuje We Move Europe, sedež imamo v Berlinu, v bistvu delamo spletne kampanje,
targetiramo EU institucije na družbene, pač take, bom rekla, te teme, o katerih se v bistvu zakonodaja in politike na EU ravni odločajo. Večinoma so to teme z področja, ne vem, trajnostnega razvoja, davkov, nekaj tudi človekovih pravic, ampak večinoma smo bolj pri okoljevarstvenih zares temah, ne? In teh zadevah, ki so povezane s tem, ne vem, patenti na semena. Čiščenje mrtvih rokavov Drave pa to. Ja, ampak recimo zdaj zagotoviti edino zavetišče za kite, ki ga Evropa premore okrog Kanarskih otokov. Recimo, ne? Take zadeve. Kampanje delamo na tem področju in komuniciramo na dnevni ravni s približno 1 milijonom Evropejcev preko spletnih kanalov, večinoma preko mailov in tako. To je v bistvu, jaz to organizacijo podpiram, ampak jo podpiram na tej, ne, bom rekla, operations, ne, strani. Kot menedžerka, ne? Ja, kot menedžerka imam sicer še direktorce in tako, nisem jaz zdaj tam, ne, vse v podporni vlogi, ne. To delam, potem pa sem pa predsednica Društva Parada ponosa, ne, in na društvu v bistvu kot predsednica sicer imam politično funkcijo, tudi vodim upravni odbor in bom rekla, v medijih tudi dostikrat nastopam kot tista oseba pred kamero, ki zastopa društvo, ampak na dnevni ravni pa sem zares menedžerka ekipe, ne, in pač vodim to organizacijo, skrbim, da stvari tečejo. Mečkan prekrivanja, ne, teh dveh vlog se velikrat zgodi, ne? Ja, pa pomankanje resursov, da bi si lahko privoščili več strokovno nekako sposobljenih. Enega, ki bi bil res predsednik, ne, pa malo smer artikuliral, pa drugega, ki bi bil menedžer, ne. Ja, tako zaenkrat je, bomo videli, kaj bo čez par let, mogoče nam bo ratalo, ne, tudi to. Ampak ti to Parada ponosa, če znaš oceniti, koliko ur na dan povprečno, pa razmerje med prostovoljnimi urami pa plačanimi? Jaz pri Paradi delam izključno prostovoljno. Tudi tako imamo, da vsi, ki smo v kakih političnih funkcijah, je to vedno prostovoljno. Če bi imela jaz to ful močno željo ali pa če bi imeli resurse, bi se lahko sicer pro forma tudi zaposlila ali pa dela opravljala plačen, ampak v bistvu mi to ni v interesu. Tako da jaz delam kot prostovoljka na Paradi ponosa in občasno dobim kakšne stroške povrnjene ali pa kaj takega, ne vem, če ravno grem na neko aktivnost na drugi konec Slovenije, bom dobila kakšne potne stroške in kaj takega, ampak drugače pa se tu tudi zaključi ali pa kako priložnost v preteklosti, ne vem, pač kot predsednica ali pa kot na kakem projektu sem delala, pa sem šla na kak sestanek v tujino ali pa kaj takega, ampak pritima, če to. To vprašanje je tako, je to plus ali minus. Ja, no. Ampak kar se tiče mojih vložka, mojih ur, ponavadi moj dan zgleda tako, da začnem ob 8 zjutraj s prvim sestankom, ki traja tam uro do uro pa pol, ki je v bistvu nek sestanek za WeMove. Ponavadi je to ta line management, ne, se pravi, da imam jaz sestanek z eno osebo, ki sem ji delovna koordinatorka v ekipi. Potem pa delam od tam 9 do 5 cirka za svojo službo, potem pa od 5 naprej se mi pa spet začnejo sestanki za Parado in potem tam med 7 in 8 je pa precej normalno, da potem grem iz pisarne, se pravi tam 2 do 3 sestanke še ali pa kako delo opravim, pa med vikendi, ne. Med vikendi pa med dopusti pol delam za Parado. To je ta ocena. Pri nas je tak, ne, na Paradi ponosa imamo eno ekipo ljudi, ki se giblje tam plus minus 10. Od tega je pa zaposlenih tam nekje, odvisno zdaj tudi od leta, pa kak nam gre, tam med 4-5, pa tam do 6 oseb, ne, zaposlenih, ne. Nekateri na polovičkah, tako nekje, ko se štejemo, recimo, da v povprečju na 5 oseb lahko pridemo polnih, ne. Plače pa niso, ne vem kaj najbrž, ne. Pač ne, to so plače, ki so žal zaenkrat še vedno tako jedva nad minimalno, ne. Zares smo mi mlada organizacija, ne. Društvo je sicer bilo ustanovljeno leta 2009, ampak smo tako malo bolj tako da smo sploh začeli delovati z neko ambicijo več kot samo Parado ponosa, kot nek enodnevni dogodek postaviti na noge, je malo trajalo, pa smo tam 2014-2015 začeli te malo bolj programske zadeve delati in jaz mislim, da zdaj tam nekje od 2017-18 delamo res tako celoletni, konstantni program. Se pravi, smo v nekem konstantnem še tem ciklu razvoja, ne. Letos smo recimo prvič začeli delovati programsko in ne projektno, ne. Ti, kakšna je sploh razlika med dogodkom Parada ponosa, ki ga vsi poznamo, pa društvom Parada ponosa, ki ga noben ne pozna? Kaj je še zraven dela društva poleg dogodka? Dogodek Parada ponosa je zdaj že nekaj let festival Parada ponosa, ki je v bistvu tam okrog en teden traja in ima sam po sebi kar precej različnih
aktivnosti. Po eni strani takih malo bolj političnih, po drugi strani pa zelo veliko kulturnih. Ne. Tudi nekaj zabavnih, ampak tako malo bolj kulturne obarvana zadeva in je res en tak politično-kulturni festival. Vsaj trudimo se, da je vsako leto. Specifika tega festivala je, da res da prostor LGBTIQ+, umetnikom, umetnicam, osebam, ki delujejo na tem področju. Ne. Tako da to je neka specifika tega festivala. Kar se pa tiče društva, društvo pa ima zdaj trenutno 6 programov, od tega je en mladinski program, potem imamo pa program naslavljanja vrstniškega nasilja, imamo program Skvot. Skvot je v bistvu ena taka besedna igra in je v bistvu program, ki naslavlja stanovanjsko izključenost in brezdomnost LGBTIQ+ mladih. Potem imamo v bistvu program transformacija sovražnega govora. Na novo postavljamo program vključujoče organizacije, kjer se nasplošno ukvarja s to strateškim razvojem organizacij, v bistvu, da bi postali bolj vključujoče. Pa ja, LGBTIQ+ prostovoljstvo. Ne, se pravi, ful velik, mi smo ne samo kot prostovoljska organizacija, ampak res vlagamo v razvoj prostovoljstva. Katere situacije so pa po tvoje najbolj take za te LGBTIQ+ osebe, ki jih je potrebno nagovoriti v današnji družbi? Kaj je najbolj tako kričeče po tvoje? Jaz lahko govorim mogoče malo bolj o mladih LGBTIQ+ oseba, zato ker je to tista ciljna skupina, s katero se največ ukvarjamo, ki jo največ podpiramo, ki največ pri nas je aktivna in deluje. To so osebe, ki se na dnevni ravni soočajo z to okolico, ki jih obdaja, in ta okolica je praviloma do njih sovražna. Ne? Sovražna, ker v končni fazi tudi to, da te nihče ne sprejema, to, da te mogoče za tvojim hrbtom ogovarja, to, da ti kdaj zapre vrata, da niti ne veš, da so ti zaprli vrata, vse to je v bistvu neka vrsta sovražnost, ne? Nek način izključevanja in tako ne rabiš vedno biti samo tepen na ulici, ne? Zato ker se z osebo nasprotnega ali pa narobnega spola v tem primeru držiš za roke. Ne? Te osebe ravno zaradi teh različnih oblik, ne, v osnovi se nesorazmerno več spopadajo s težavami v duševnem zdravju. Ne? Ali več neke podpore na tem področju. Zaznamujoča je vedno ta izkušnja z družino. Pač ni to pravilo, ampak v veliki meri je dinamika takšna, da družine načeloma LGBTIQ+ mladih ne sprejemajo, ne? Vsaj ne takoj. In v tem mladostništvu in rani mladosti so osebe ful odvisne od družin, a ne? Tako čustvene podpore, kot ekonomske podpore, kot neke varnosti in ne, perspektive v življenju, in potem, če te ta družina zavrača, izsiljuje, ti govori, da nisi normalen, ne, te v najhujšem primeru mogoče celo na cesto postavi ali pa pač fizično se na tabo kako drugače znaša, seveda to pusti velike travme, ne, velike posledice, in to so recimo to, ne, to je primarna zadeva v bistvu, da poskušamo potem mi na nek način omogočiti tem osebam, da dobijo neko podporo, da malo predelajo te zadeve, da se lahko vključujejo, da dobijo neko varno okolje, da tudi dobijo mogoče včasih tudi neko drugo družino z vidika pač neke skupnosti, ne. Potem pa v bistvu iz tega dalje, ne. Včasih bolj pomagamo pri takih zelo življenjskih zadevah, kot so neke kompetence za vstop na trg dela, tako da zelo odvisno potem, ne. Za katere od teh tem si se pa ti še posebej pripravljena tudi javno izpostaviti, pa kakšno stvar plačati na nek način, v smislu mogoče medijskega linča, v smislu, ne vem, se ti dogaja kdaj kaj tasga, najbrž se ti, ne, pa katere so tiste teme, za katere je to vredno? V osnovi je tak, jaz se zdaj v zadnjih letih ves čas izpostavljam na splošno, ne, za teme, ki so povezane z enakopravnostjo pa enakovrednostjo LGBTIQ+ populacije. In znotraj tega izpostavljam vedno znova teme, ki so torej specifično za mlade. Ne. Mi kot organizacija smo večkrat targetirani po celi črti. Ne. Največ smo targetirani z nekimi sovražnimi odzivi, takrat, ko poskušamo sodelovati s šolami. Ne. Šola se mi zdi, da je eno tako ful okolje, ki je zelo ideološko, nekako trenutno percipirano, ne, in potem v bistvu to, da neke šole se odločijo z nami sodelovati in da mi recimo delamo z dijaki v šolah ali pa z učenci, to je recimo neka zadeva, na podlagi katere potem vedno imamo precej močne negativne odzive, ne, in se moramo kot organizacija z njimi spopadati. Jaz osebno imam pa v bistvu več izkušenj z nekimi res močnimi backlashi takrat, ko se medijsko in javno izpostavim v bistvu v nekem pogledu intersekcije na rasizem, ne.
Meni je v bistvu to ful pomembno, da mi ves čas delujemo na ta način, da izpostavljamo tudi to, da LGBTIQ+ osebe niso vedno samo, belopolti, mladi lepi geji, ne? Čak nek stereotipen pogled na to, kdo je zdaj LGBTIQ+ oseba, mogoče, ne? Ampak da so pač istospolno usmerjene osebe, tudi na invalidskih vozičkih, da so istospolno usmerjene osebe tudi starostniki, ne? Da so istospolno usmerjene osebe tudi prosilci za azil oziroma temnopolte osebe, ne? A te prav razumem, da je rasizem bolj težka tema za družbo kot LGBTIQ+? Jaz ne bi hierarhizirala tle tem, ne? Je pa zagotovo, tista stvar bi si pa jaz pa upala reči, da je rasizem v Sloveniji veliko bolj nenaslovljena tema. Zaradi tega, ker vendarle LGBTIQ+ skupnost je začela razvijati se skozi aktivizem iz 80-ih že pri nas. Bili so neki močni momenti, v 90-ih, od pisanja slovenske ustave do sprejemanja zakonodaj, do referendumov in tako dalje. In predvsem LGBTIQ+ osebe ves čas in vedno bolj dobivamo na tej prepoznavnosti, da smo tukaj, a ne? Se pravi, je tudi naša prisotnost, naše življenja postajajo pač nekaj, kar se ne da izbrisati, ne da se ignorirati. To ni problem nekih drugih, ne? Za temnopolte osebe, ki živijo v Sloveniji, ne? Oziroma osebe, ki doživljajo rasizem, je ta dialog ali pa ta vidnost ali pa ta potreba po naslavljanju veliko bolj marginalizirana, ne? Jaz mislim, da dobi veliko manj nekega prostora za to, veliko več je, je nekega splošnega prepričanja, da rasizma v Sloveniji nimamo, ker v Sloveniji ne živijo temnopolte osebe, ne? In to je v bistvu osnovna zgrešena premisa, ne? Zato ker v Sloveniji živijo temnopolte osebe, ne? Tudi če jih ne srečuje vsak dan na poti od doma do šole v neki vasi, ne? Ali pa v nekem manjšem mestu, ampak tudi zaradi tega, ker je rasizem nekaj, kar je v družbah prisotno, ne glede na to, če temnopolte osebe živijo med nami tako fizično prisotno ali ne. In o tem se pogovarjati, o tem razmišljati, zakaj to pride, na kak način smo države kot je Slovenija ali pa neke družbe si delimo zgodovino tudi z, kolonizacijskimi recimo silami v Evropi, na kak način se to pri nas pozna, ne? To dekonstruirati, ne? Kako se recimo v Sloveniji kaže rasizem proti Romom, ne? Je pa izrazito naporno, težko, ljudje ful hitro stopijo v pozicijo, da se morajo braniti, ne? Da je to nekaj, kar je v bistvu neka tabu tema, ki se tega pri nas ni, o tem se ne bomo pogovarjali. Kako pa tebe sploh zanese v te teme? A to te v bistvu prav prek teh LGBT oseb, drugih ras, ali tudi naslavljaš rasizem kot sam? Iz zelo ranega otroštva je povezano to, da sem, ne vem niti sama čisto zares zakaj, ampak ful sem se že kot otrok, še preden sem bila, v bistvu imela nek koncept Afrike kot kontinenta, sem v bistvu se ful počutila na nek način nagovorjena strani tega kontinenta, ne. Ful me je vleklo vedno, da bi tudi na afriškem kontinentu živela, vedno me je vleklo tja. In ko sem bila malo starejša, potem tudi, se pravi, tudi ko sem se politično oblikovala, sem veliko se, bom rekla, na nek način si tudi nekega vodila, pa nekega osebnega časa si vzela za to, da sem veliko brala, Nelsona Mandelo, veliko sem brala o apartheidu, veliko sem, sploh ta panafrikanizem, recimo me je ful zanimal, kako so se v bistvu ta gibanja za osamosvojitev izpod kolonialističnih sil, recimo v 60-ih odvijala. Kdaj si to brala, koliko si bila stara? Večinoma sem bila v srednji šoli, pa potem... To nabere tipičen srednješolc. Ja, to me je nekako vleklo, ne, in potem tudi še kasneje, ne, ko sem se v bistvu, zato sem rekla, da je Mladi forum me tudi zelo definiral, ker tam sem imela priložnost priti v mednarodne kroge. Jaz sem bila nekaj časa, 2 leti sem bila tudi podpredsednica Svetovne socialistične mladine in tam sem v bistvu delovala skupaj z pač osebami, ki so bili predstavniki pač političnih organizacij z drugih kontinentov in začela na ta način prihajati v stik. Tudi prvič sem šla recimo v Južno Afriko, srečala sem se z Nelsonom Mandelo. Imela sem v nekem zelo oskem krogu zelo kompleksen političen pogovor tudi s takratnim predsednikom Južne Afrike, Thabo Mbekijem, ki je imel zelo problematične poglede recimo na neke zadeve in smo imeli nekaj priložnosti ga izvati okrog tega. Zelo sem ta povezanost moja ali pa navezanost na to je izhajala iz tega, da je predvsem meni politični aktivizem
20. stoletja na afriškem kontinentu meni dajo ful močno inspiracijo. V bistvu sem neko povezanost tudi na ta način z nekimi konteksti gradila in z ljudmi in tako, in z nekimi zgodbami. Nisem pa hotela biti ful velik ljudi, predvsem, nekih malo bolj privilegiranih belopoltih zahodnjakov se ful hitro lahko gremo tega white saviorizma, Zdaj bom pa jaz bogim Afričanom pomagala, pa bom šla malo volontirati, Ful nisem hotela iti na ta način se te zgodbe. In sem vedno iskala neke načine, kako v bistvu malo bolj razumeti, kaj to pomeni zares podpreti neke boje, kaj to pomeni delati enakovredno v partnerstvu z ljudmi, ki prihajajo iz izrazito drugačnih kontekstov, to je zelo naporno. In na eni točki sem se začela ukvarjati pač znotraj tega, ko sem pa pol več delala v tem LGBT aktivizmu z intersekcijsko v bistvu diskriminacijo in intersekcionalnostjo kot konceptom. Tam pa je pač v bistvu intersekcija med raso, oziroma rasizmom in pa oziroma izkušnjo rasizma in pa spolom in pa spolno usmerjenostjo in pač recimo z družbenim razredom in tako dalje pač v ospredju, in potem se s tem ukvarjaš. Vidim, da te pač kleši med ljudmi kakršnimi koli, eni, ki zatirajo druge in obratno se te dotaknejo. Kaj pa te slovenske delitve? To tudi ali tukaj pač bolj dojemaš? To so dva tabora, eni pa drugi, pa te to ne zanima ali ti je tudi mar za te slovenske delitve in za to situacijo, ko smo tako kot narod razdeljeni? Težko bi rekla, da mi ni mar, Živim tukaj, zavestno sem se vendarle odločila pred leti, ko najprej v rani mladosti vedno mislila, da bom živela v tujini in da bom šla ven in bom ven delala in se angažirala. Na eni točki sem se odločila ostati v Sloveniji. In potem sem tudi vedela, da na nek način se bom in se želim potem tudi povezati v lokalno okolje, v nek kontekst, ne biti nekdo, ki tukaj samo spi, in ves čas nekje druge deluje. Pač ne moreš se potem izogniti temu, Pa že prej pri mladem forumu si bila del tega, tam so skozi, Ja, res je, sem bila, ampak ker sem se z mednarodnimi zadevami ukvarjala, Te je malo ven vrgel, Ja, sem vedno lahko malo bolj, na nekih temah angažirala se. Mislim, meni je bilo zelo hitro jasno, da me nacionalna politika sama po sebi ne pritegne. Glih zaradi tega, ali kaj? Ja, jaz mislim, da pri nas v Sloveniji po moji oceni in izkušnjah je naša nacionalna politika tako ozkogledna, tako nečloveška, včasih nehumana, da v bistvu izhaja iz toliko nekih premis, ki so meni tuje, s katerimi se jaz ne strinjam, ki jih jaz ne morem prebaviti, po domače povedano. Na vseh stranih, ali kaj? Pač, če hočeš neka res globoke rane, globoke bregove premustiti, ne moreš tega delati z neiskrenimi nameni. Ne moreš tega delati zaradi lastnih interesov, ne moreš tega delati zaradi milijon in enih stvari, ki veš, da te ne bodo pripeljale do jedra. In če ne prideš do tistega jedra, da se lahko začnejo zadeve naslavljati, detabuizirati, celiti, da to pomeni, da se morajo vsi na nek način odpovedati nekim svojim zasidranostim, in tako dalje. In če ni neke splošne pripravljenosti okrog tega, potem vse, kar delamo, je to, kot da lepimo v bliže, Ali pa pač jih trgamo dol v nekih momentih in potem spet se spodirane pojavljajo. Imaš kakšno vizijo, kaj bi to zdaj za Slovenijo pomenilo, kar si zelo lepo povedala, treba iti v globino k jedru in tam celiti? Kako bi to izgledalo v Sloveniji? Mislim, če bi imela jaz za to nek odgovor, ne vem, mogoče bi že kako knjigo lahko napisala ali pa vsaj komu jo povedala, pa bi jo kdo napisal. Nimam nekega odgovora, lahko pa rečem, da vidim mogoče v nekih drugih okoljih neke prakse, ki se mi zdi, da mi včasih manjkajo v Sloveniji. V Sloveniji sem jaz zelo redko srečala recimo družino, ki bi prišel človek na sobotno ali pa na nedeljsko kosilo in bi tema pogovora družinskega bila politika. Ampak ne v negativnem smislu, ampak v smislu tega angažiranja okrog tega, kaj se dogaja. Ne o ljudeh, ampak o stvarih, ne o problemih. O problemih, o stvarih, tudi o tem, kaj politični predstavniki delajo, in o neki angažiranosti znotraj tega. Imam veliko prijateljev in prijateljic iz Portugalske. Na Portugalskem prideš lahko v nekem relativno malem okolju, malega mesta ali pa vasi,
Prideš na povprečno družinsko tam kosilo ali pa med frendi, ki so, ne vem, sred 20-ih, poznih 20-ih, prideš na neko prijateljsko večerjo, se dobijo skupaj, pa Madonna ni 5 minut, pa se politika toče, ne? Ampak to hardcore teme, pa tu niso ljudje, ki so isto misleči, ampak je ta prisotnost tega, da ljudje v bistvu so na nek način, na drugačen način informirani, na drugačen način razmišljajo, ker so večkrat spredebatirali neko zadevo skozi. Ful se mi zdi, da imajo na nek način meni, ki sem bila opazovalka tega, sem dobila občutek, da imajo ful več znanja zares o tem, kaj se dnevno okrog njih dogaja. Tudi konceptov nalovdenih, ne? Ja, in analize, ne? Prepoznati, kaj je v ozadju tega, kaj ti nešče poskuša prodati, ne? Se mi zdi, da zato je potrebna neka vaja. Pri nas pa o teh zadevah ne moreš spregovoriti v šoli, ker potem šola ideologizira, ne? Bog ne daj. Čim bolj neutralno, čim bolj sem tukaj v knjigi piše, 1+1 je 2. Definicija slovenske neutralnosti ni, da se vse pokaže, ampak da se nič ne pokaže. Mislim, da se pač pretvarjamo, kot da živimo kaj, ne vem, v svetu brez vrednot. Brez kaj, politike, ne? Ja, brez politike, ne? In tako da to, se pravi, v šoli ni tega prostora. V družini, verjetno v kakih izjemah, ne, kjer to res gojijo, kjer je mogoče taka tradicija skozi generacije, ne vem, mogoče v družinah, ki so akademsko izobraženi starši ali pa stari starši bili, jaz ne izhajam iz take družine, niti v mojem okolju, zares smo pa pogosto zelo enostransko, ne, ni kritičnega premisleka v teh družin, zelo veliko, tudi tam, kjer se pogovarjajo, se enostransko, ne. Ja, mogoče tudi to, ne, se pravim, jaz sploh te izkušnje, da bi pa sem veliko imela priložnosti že v preteklosti, pač ko sem bila mlajša, pa to v nekih družinskih kontekstih, ne vem, svojih sošolcev, prijateljic, ne vem, sosedov, pa tako pravim, jaz sem z vasi, pa potem so tudi ti, ne vem, sosedi imaš drugačne odnose, mogoče malo bolj povezane kot, ne vem, v mestu in tako ampak teh stvari ni bilo na ta način, ne. Pač teme pogovora so to, kar v slovenskih novicah piše, ne. Škandaloznost, črna kronika, trivialne zadeve, tudi na nivoju, kaj je sosed toti, pa kaj je oni, ne. Ja. Pa kdo ima nov avto? Mislim, ja, ne, in potem je zelo težko zares, ne, če ni v domačem okolju, če ni v šole. Kot da nimamo orodij, ne, diskurza, konceptov nimamo in zato pač nimamo jezika razvitega v povprečni družini in se pač ne pogovarjamo, ne. Ja, recimo tako, da to so zagotovo neke stvari, ki bi jih jaz prepoznala kot stvari, na katerih bi bilo zares nujno delati, ne. Ampak, se veš, to so spremembe, kaj pa jaz vem. Generacij. Ja, generacij, pa tudi mora biti, spet nekje se mora začeti, ne. Kje bo zdaj tisti prostor, ki se bo začel odpirati za to, da se to dogaja, ker jaz sem malo zgubila upanja, da se bo to samo od sebe zgodilo, ne. Ja. Na nek način mora biti nek... Ja, veliko ljudi je upal, da se bo z osamosvojitvijo in demokratizacijo to zgodilo, ne. Pa se ni, ne. Ja. Se samo reproducirajo te delitve, ne. Jaz bi rekla, da danes se ljudje, ne, ker jaz verjamem, da v prejšnjem režimu se je marsikdo enostavno si ni mogel privoščiti, ne, nekih posebej bolj javnih razprav in tako dalje, ker so bile sankcije, če si bil... Sankcije so bile hujše. Ja, sankcije so bile, ampak danes, ne, po eni strani ni teh sankcij, ampak ti mehanizmi so pa še vedno, če ne celo huje zakoreninjeni, ne. Ja. Mi dva imava ene par skupnih strasti, ne, ena od najnih strasti je tudi pomen jezika pri družbenih spremembah, kako jezik vpliva na to, kaj razmišljamo in kako smo pol družbeno angažirani, ne. Obema nama je zelo všeč brazilski avtor Paulo Freire. Kako ti vidiš jezik kot tisto orodje, ki bi lahko ustvarjalo boljši svet? Tle imamo zdaj kočljivo temo, ne, ker LGBTQ+ skupnosti v resnici naši, če se zdaj pošalam, ne, očitajo, da nasilno spreminja jezik, tudi tisti počrtaji, ki si jih ti uvedla v kakšen priročnik, gre tudi meni malo na živce, to moram priznati, ne. Kako vidiš jezik kot orodje za ustvarjanje boljšega sveta? Mislim, zdaj veliko istočnic nekih si mi dal, ampak mogoče da najprej to zadnjo, ne, ključno vprašanje. Jaz mislim, da je jezik naše primarno orodje, s katerim se lahko oddelimo drug od drugega ali pa približamo, ne. Namreč mi zato, da razumemo drug drugega, rabimo nekako se dekodirati, ne. Kaj je zdaj v ozadju tega, ne? Kaj mi zdaj poskuša druga oseba ali pa druga organizacija ali pa drug medij ali pa drug pol ali pa neče na drugem koncu sveta zdaj skomunicirati, ne. In zdaj, zakaj bi jaz rekla, da je lahko orodje, s katerim se ali približamo ali pa ne, v bistvu se gremo stran od sebe, zato ker
midva veva zelo dobro, da lahko isto besedo uporabljava za nekaj, pa v bistvu nama obema pomeni nekaj čist drugega, oziroma z uporabo iste besede lahko imamo popolnoma drug namen, ne. In zdaj, če uporabljamo jezik za to, da poskušamo graditi razumevanje, ne, ustvarjati prostor za to, da lahko soobstajamo v tem prostoru, da lahko se izražamo znotraj tega prostora, da lahko se raziskujemo, ne, da lahko gradimo razumevanje, potem jaz mislim, da je jezik tukaj odigra tisto svojo, jaz upam, da ključno primarno vlogo tega, ne, povezovanja in zato, da lahko mi sploh funkcioniramo kot družbena bitja, ne. Se to in sploh point jezika, ne? Ja, ne, ampak sej, v bistvu, zadeve so zelo simple z tega vidika, ne. Po drugi strani pa, če pa je jezik uporabljen kot neko orodje, da napada, da zapira ta prostor, da v bistvu za nasilje ali pa celo, da poskušam misinterpretirati, ne, se pravi, da jaz zdaj si po svoje, ne, izrazlagam nekaj in poskušam svoje pomene gor pripisati, namensko ali pa nenamensko, ne, se pravi, v bistvu ustvarjam neko škodo. In takrat pač je pa to razdiralni faktor, ne, sej tudi, mislim, vojne se začnejo na nek način ponavadi in neki veliki, ne vem, tudi genocidi se začnejo na ta način, da je jezik ključno orodje, ne, sporočila so tista, ki ustvarjajo strah, ki hujskajo, ki ne. Recimo v Ruandi so radio uporabili kot primarni način, kako so v bistvu ljudi začeli hujskati, ne, ena etnična skupina proti drugi, ne. In ta pomen jezika znotraj teh začetkov in izvedbe nekaj tako krutega, kot je genocid, je pač bila tu ključna stvar, ne. Pač, ja, vidim velik pomen v tem. Zdaj, kar se pa tiče pomena jezika za LGBTIQ plus skupnost, ne, kar se pač iz te premise dotaknil te teme. Ja, pač LGBTIQ plus osebe v veliki meri se v, ne vem, tej svoji zgodovini soočamo predvsem z izbrisom, ne, z neprepoznavnostjo do te mere, z zanikanjem obstoja in tako dalje, ne. Se pravi, da enostavno je to, da tebi drugi pripozna, da ti obstajaš, da si, je tukaj ključno, ne. In zdaj... Kaj pomeni tle obstajaš? Ne, obstoji se bolj kakšna lastnost, nagnjenje, značajsko, ali kaj misliš? Ja, ne, se pravi, ne, a veš, v neki točki zgodovine, ne, ženske pač niso mogle napisati knjige, pa se pod knjigo podpisati s svojim imenom pa primkom, ne. Ženska je bila, ni bilo pripoznano, da sploh lahko intelektualno ustvarja, ni bila je mogoče lastnina svojega moža, kvečemu bi se mož lahko podpisal pod to delo, ne, in tako dalje, recimo, če gledava te neke zgodovinske momente, ne. In recimo v tej zgodovini so pač, ne vem, lezbike ful velikrat izbrisane bile sploh, ne, kot njihova ta del identitete, ne. Recimo, Ljuba Prener je tipičen primer osebe, ki je, ne, živela v 20. stoletju v Sloveniji, je bila prepoznavna oseba v svojem okolju, ne, ampak ta lezbična, mogoče celo lahko rečemo, zdaj, ko gledamo nazaj, transspolna identiteta Ljube Prener, ki je cel life, ki je sicer mi vemo, da je ta oseba bila rojena in prepoznana v ženskem spolu, ampak cel life je potem hodila v moških oblekah, se ukvarjala z odvetniškim poklicom, v bistvu živela neko življenje, ki je v tistem okolju veljalo za neko izvajanje, živela neke moške vloge, ne. Ves čas, ne, v tem načinu, kako je okolica brisala to njeno identiteto, ki je odstopala od norme, ne. In o tem recimo jaz govorim, ne, da v bistvu za veliko LGBT oseb ta izbris v tem, kaj so dejansko bili, ne, bile ravno zato, ker niso mogle, ni jim bila pripoznana njihova identiteta, ne, je pač ful, pač taka zadeva, ki v današnjem času je v bistvu en od teh ključnih bojev, ne. In zdaj, ko prideva midva do tega našega famoznega podčrtaja, recimo, ne, v jeziku. Zakaj ta podčrtaj, ne? Slovenski jezik, nasploh slovanski jeziki, ne, smo zelo imamo jezike, ki so izrazito obteženi z spolom, ne. Vse je na nek način, vse besede so ospoljene, ne. Vse odnosi, vse je na nek način z spolom zdefinirano, ne.
vsi naši jeziki so v osnovi tudi predvsem mačistični z tega vidika, da pač moška oblika spola v jeziku prevlada. Kak sva mi dva, sva vedno, ne, mi dva, ne mi dve. Mi dve sva lahko samo, če se družbeno prepoznava kot dve ženski. Ne. Spol in razmerja moči okrog spola se izražajo skozi jezik. Pač to je dejstvo, kako mi družbeni konstrukt okrog tega gradimo. In zdaj, kaj je zdaj ta naš podčrtaj? Ta naš podčrtaj je v bistvu en poskus, ne, je en način, kako mi v bistvu vnesemo v jezik prostor za obstoj transspolnih in spolno nebinarnih oseb, ki se ne prepoznajo v definiciji, ne, zgolj moškega ali zgolj ženskega spola. In to je to. To je v bistvu znak. Tako kot smo na eni točki uvedli v jezik poševnice, zato da smo začeli lahko dodajati ženske končnice in smo v bistvu dali poudarek temu, da ni vse vedno pisano samo v smislu, kot da vse profesije samo moški ne izvajajo, ne? In da vse, kar se v družbi okrog nas dogaja, je vedno, pač, ne, vedno samo iz te perspektive, kot da ženske notno obstajamo, ne? In se potem začela uvajati poševnica not, recimo, kot en tak instrument. Podoben instrument je podčrtaj. A je podčrtaj zelo enostavno na začetku uporabljati in brati? Ne. A je podčrtaj nekaj, kar je ful estetsko v tekstu, ko ga gledaš in bereš? Mislim, verjetno ne. Ampak ima pa nek svoj ful significant pomen in zaenkrat je to pač nek konsens znotraj recimo LGBT skupnosti do neke mere, da je to pač še najboljši približek temu, ker boljšega nimamo. A veš, to ti hočem povedati, v bistvu ta podčrtaj, kakor se zdaj lahko iz slovnične perspektive pogovarjamo o tem, a je zdaj to ful estetsko ali pa stilistično lepa rešitev, poanta je nekje drugje. Ne? In če bo nešče čez par let prišel z neko boljšo rešitvijo, kako v jezik vključiti, dati vidnost in transspolnim in spolno nebinarnim osebam, jaz mislim, da bo to definitivno nekaj, kar bo obstajal tudi prostor, da se pogleda in uvaja neke nove prakse. Ne? Koliko pustiti jeziku, da gre tako with the flow, ne? Koliko pa ga vseeno proaktivno spreminjati. Ne? Naprimer, ker očitek LGBTIQ plus skupnosti je v bistvu to, da ga preveč proaktivno spreminja, ne, po moje. Recimo, mene moti izraz dan mrtvih, ker nima veze z dnevom mrtvih, ne zgodovinsko, ne kontekstualno. Za katoličane ne, vsi sveti je ful bolj smiselen praznik, ne, ker zakaj bi človek praznoval smrt, ne. In podobno, ne. Mnogo je še takih, tudi jezikovnih, ki bi tudi jaz šel se fajtat, ne, da bi bil jezik bolj smiselen, če bi povedal nekaj drugega. Ne. A veš, koliko biti zdaj agresiven pri tem spreminjanju jezika? Ne? Ja, jaz mislim, da verjetno ti pa jaz različno razumeva, kaj je zdaj agresivno pri spreminjanju jezika. Jaz mogoče nimam takih pogledov, da je, če neke take res fundamentalne stvari spreminjamo, da je to nekaj ful agresivni poseg v jezik kot tak. Meni se recimo zdi ful pomembno to, da jezik odraža neko tudi trenutno stanje, ne, na nek način. Glej, jaz ti lahko dam en drug primer, ne. Ena od stvari, ki se meni zdi ful problematična v slovenskem jeziku, je uporaba besede invalid, ne. To je tak, ne. In zdaj imaš ti lahko tle in imeli smo leta 2019, ko se je zakon na tem področju zadnjič, mislim, da nekaj revidiral, velike debate strani različnih deležnikov, ki so sami znotraj društev in organizacij in tako dalje, ki v bistvu zastopajo različne skupnosti in skupine oseb in tako dalje, ne, ki eni imajo te statuse, drugi nimajo in tako dalje. Ne. In vedno znova pridemo nazaj do tega. Ne. Glej, lahko gledava en tak izraz in pač historično gledano, kako je ta izraz skovan. Kako je nastal? Kakšne blageneza, ne? Kaj pomeni, kako je v bistvu derogativen za res do oseb, ki z različnimi zmožnostmi. Nezmožnostmi po tem izrazu. Ne? Ja. Invalid pomeni nezmožen. Ne? Ja, no vse, jaz pač ne uporabljam za to osebe z različnimi zmožnostmi, ravno zato, da ne, na nek drugo perspektivo poskušamo skozi jezik tudi dati ljudem, o kom se pogovarjamo. Ne? A veš, in to je zato, ne? A je zdaj s tem, ko poskušamo nekateri ful delati na tem, da se ta termin ne uporablja,
da bi se ga na koncu tudi iz zakona lahko zredefiniralo na drugačen način, da bi se mogoče odprl prostor, da bi lahko tudi neka širša skupnost oseb z različnimi zmožnostmi prišla do nekih dodatnih pravic, ki jih zdaj nima, zato ker je vezano na ta termin in tako dalje. Pač meni se to zdi a fight worth fighting, ne? Pač boj, ki ga je potrebno imeti, zato ker se v bistvu gre na koncu za življenje ljudi. So boji, ki jih je vredno biti, pa so boji, ki nima smisla. Ja, ne? In če so boji taki, ki v bistvu res vplivajo na neke fundamentalne potrebe in obstoj ljudi, ne, v našem okolju, jaz mislim, da potem jim je treba prisluhniti, treba razumeti, zakaj je v bistvu nekomu to tako pomembno. Ne? Jaz mislim, da za LGBTIQ+ skupnost je ogromno enih stvari, za katere se borimo in kjer bi mogle stvari biti urejene. To, da je jezik v takem ospredju, mogoče je to eno polje, ki je medijsko bolj izpostavljeno ali pa kje se da bolj mogoče celo trivializirati ali pa banalizirati, ne? Recimo LGBTIQ+ skupnost, meni je samo po sebi, jaz če bi ti mene zdaj vprašal, kjer se mi zdijo najbolj pomembne stvari, pač jaz ne bi o jeziku zares govorila, ne? Ampak bi o kakih drugih stvarih. Je pa zagotovo znotraj jezika to potem eno od teh polj, ki jaz mislim, treba jih je nasloviti, ne? Veš, meni se pa jezik zdi tako ful pomemben, zato, ker je ta tema socialnega tedna, zato, ker gledam zadnjih nekaj let, pa že na par 10 let podlage te jezikovne fajte, tako kot si zelo lepo povedala na začetku, ne, ga lahko uporabljamo za to, da si pridemo bližje ali pa da nas razbija, ne, in ko gledam toliko zlorab tega jezika, ne. Ja, se jaz razumem, ne, samo mogoče več z tega vidika, jaz potem gledam, ne, to, kar sem tudi na začetku govorila, jaz se prej potem navežem na to, ne, kaj je sovražni govor, pa na kak način, kakšne posledice ima recimo sovražni govor, ali pa recimo to, vse te dinamike okrog jezika, ki se uporabljajo pri recimo vrstniškem nasilju in tako dalje, ne, se mi zdi, da to na kak način te targetirane besede, ki bolijo, ki so zato, ki jih nešče uporablja, zato, ker želi poškodovati nekoga in tako dalje. O tem bi zagotovo takoj začela razmišljati, ne. Tako da se mi zdi, da je pač razlika na nek način med tem, kaj jaz vidim, kje so večji požari, ne, neki požari, neke zadeve, ki res so, ko se pogovarjamo o ful pač konkretnih zadevah, kot je nasilje, ne, in kot je pač, ne vem, ogroženost določenih skupin v družbi, ne, do tega, da recimo pač, ne vem, mehanizmi, kot je spolno vključujoča raba jezika, je v bistvu, jaz mislim, da tista stvar, ki gradi varen prostor v nekem kontekstu lahko. Bi pa jaz, če me vprašaš, ne, jaz bi zagotovo verjetno najprej šla gasiti požare, ne. Za konc, ker sva že dosti dolgo se pogovarjava, bi pa vseeno to težko temo še odprl, si jo že sama omenila v odnosu do svoje mame. Ravno pri jeziku, ne, jaz vidim mnogo, z mojega vidika mnogo zavajanja ravno v kontekstu splavov pa tega, ne, da se zarodku ne prizna, tudi v jeziku ne besede človek, pa se pol uporablja plod, pa fetus, pa ne vem kaj vse, ne. Od kje naprej bi ti misliš, da se lahko reče človek, pa zakaj ja, zakaj ne, pa kakšen vpliv ima to po tvoje na to? Očitno si to že orenk razdelala, da si se z mamo lahko zaključila vse debate. Mislim, zdaj tak, jaz se s tem ne ukvarjam strokovno, ne. To ni, pač ni eno od področji, ne vem, ki bi se jaz ful ukvarjala, tako da jaz ti lahko odgovorim na pač podlagi nekega osebnega mnenja, ne. Jaz mislim, da če moja mama smatra za človeka skupek celic od spočetja naprej, pač jaz mislim, da jaz nikoli v življenju ne bom prepričala, da to ni človek, ne, da to ni življenje, ne. In tudi ni moj namen, ne. Jaz mislim, da tista stvar, ki je relevantna, je, da ko pravo, ko država, ko sistem prepozna ta isti skupek celic za življenje, za človeka, takrat postavi omejitev, ne. Ok, od tle naprej ne smemo brez nekih dodatnih, ne vem, posledic, razmislekov, pravil in tako dalje posegati, ne. In pri nas je to 12 tednov, ne. Pač in obstajajo neki taki in drugačni medicinski in drugi razlogi verjetno, zakaj je ta meja postavljena, ne. In tebi se zdi to po osebnem mnenju smiselna meja? Jaz ti ful težko zares na to odgovorim, ne. Jaz zagotovo nisem človek, ki bi lahko rekla, da je pri 5. mesecu nosečnosti, da to ni otrok, ne. Zato ker ne vem, se mi zdi, da je neka stopnja razvoja, ki
ne vem, ker se mi zdi, da potem tudi vsi vemo, da na neki točki nedonošenčki se rodijo in so potem tudi na neki točki sposobni preživeti in tako dalje. Ne. Ja, bi pa tudi sama nekje bila in se počutim comfortable, ne, se pravi, se počutim ok s tem, da tam do enega 3. meseca, da pač se mi to zdi, da je na neki stopni razvoja ta zarodek, plod, karkoli, tudi če mi dva zdaj se pogovarjamo o tem, da je to človek, ampak na neki stopni razvoja, ko jaz mislim, da ni prisotne neke zavesti, ni prisotnih nekih funkcij življenjskih do te mere, da jaz recimo ne bi smatrala in ne smatram splava recimo do pač tega nekega obdobja, da je to za umor, ne, daleč od tega, ne. In jaz sem tudi nešče, ki smatra, da pač ima ženska pravico se odločati o svojem telesu in če je v neki zdravstveni ogroženosti, se tudi lahko stroka skupaj za to osebo odloči tudi prekiniti nosečnost kasneje, ne. Ker pač na koncu koncev, če bo nešče umrne, če prihaja do nekih velikih komplikacij in tako dalje, jaz pač mislim, da so to neke situacije, kjer jaz tudi sama zase bi hotela imeti vsaj odločitev, ne. Ne bi hotela, da mi neka država, nek sistem, neki ljudje v tisti stiski predpišajo, ne. Ampak bi hotela imeti to, ne, odločitev, da se sama odločim, ne. Pa ne glede, kako bi se odločila, ne. Samo veš, glih ta tudi o svojem telesu, ne, od kje naprej pa ni več tvoje telo, je pa od nekoga drugega, je glih dilema, ne. Ja, razumem ta pogled. Jaz mislim, da moje telo bo vedno moje telo, ne, a veš, do te mere, pač, da tukaj ima pač ženska vendarle pravico o svojem telesu odločati. Jaz nikoli v lifeu ne bi podpirala, ne vem, splava kot sredstva kontracepcije, niti približno, ali pa nekih neodgovornih praks, ki so tudi lahko na osebni ravni, ne. Se mi pa vendarle zdi, da jaz ne verjamem v to, da nišče naredi splav v osnovi, če se pogovarjamo o situacijah, ne vem, ko pride do komplikacij, pa se odločiš za to situacijo, jaz ne verjamem, da to ljudje naredijo zlahka. Jaz ne verjamem, da si ljudje tega želijo. Jaz mislim, da so to ful težke situacije in v tistem trenutku pač meni, jaz sem glede tega pozicionirana, da ta oseba, ki je v tej situaciji, mora to odločitev sprejeti, ker bo cel life s to odločitvijo živela, ne. Karkoli že bo, ne. Ško jaz verjamem, tako kot si ti za LGBTIQ plus mlade rekla, ki ni dobijo podpore, ne, da tle nam sfali, ne. Mi tej osebi ne damo podpore, mi to osebo ponavadi napotimo na medicince, ki jo obravnavajo zelo sistematično, ne, in je ne vidijo kot celo osebo, ne. Tle je. Ne, mogoče, če bi imeli ful boljše sisteme podpore tem osebam, ki se odločajo, da bi bilo 10krat manj takih debat, ne. Ne, saj jaz, kar se tega tiče, jaz mislim, da se midva strinjava, ne. Jaz mislim, da tudi, če bi, glej, Matej, tudi na koncu, ne, recimo, ne vem, jaz se znam predstavljati, da, ne, tako kot sem prej rekla, ne, dobi nekdo informacijo, da ima ta nerojeni otrok ali ta plod ali zarodek ali kakorkoli že v neki, recimo, kasnejši fazi, ne, nosečnosti, da se bo rodil z nekimi ful hudimi, ne, recimo težavami v duševnem razvoju, fizičnem razvoju in tako dalje, ne. Jaz mislim, da v Sloveniji nimamo, kakor po mojem poznavanju, recimo takega sistema oskrbe, kjer bi ti kot oseba vedela ali pa vedel na koncu, da ko se bo tvoj otrok rodil, z vsemi operacijami, ki bo jih mogel prestati, z vso doživljenjsko oskrbo, ki bo jo mogel imeti, z vsemi osebnimi asistenti in tako dalje, da bo sistem prevzel to breme, recimo, ne. A veš, in potem zdaj, ne. Kolebaš, pač moraš se zamisliti, ja, po eni strani mogoče sebično v svojem lifeu in ali boš to zmogel, ne, in pa tudi na koncu do neke mere vendarle v interesu tega otroka, ne, ki bo vendarle tudi mogel nekako funkcionirati. In zdaj, jaz si predstavljam, da če nimaš absolutno nobenih ekonomskih ali pa tudi mogoče kakih drugih podpornih mehanizmov tle, pa pismo ne more biti to enako vredno odločitev kot nešče, ki ima ful dobro ekonomsko pozicijo, ne. Pa si lahko reče, ja, lahko si v svoj bajti privoščim, da si bomo dvigalo zgradili in ja, lahko si privoščim posebne avte in ne vem kaj vse, ne. Da je verjetno v tistem momentu tudi ta odločitev popolnoma nefair, ne. Neenako vredna. Ja, jaz glede tega, če se midva pogovarjamo na ravni tega, bi mogli imeti boljše sisteme podpore osebam, ki so v teh situacijah, ja, bi se tukaj strinjava, ne. Ampak še vedno, ne, moje osnovno stališče glede tega je, da pač se vendarle mora tista oseba, ne, se pravi v tem primeru, ki nosi tega otroka fizično, mora sprejeti to odločitev, ne. To se pa tudi strinjava, ja. Ej, kaj ni rečem? Trojček sva naredila. Prvič sva od Simone Goreče Grme predelala,
Potem sva šla malo na temo socialnega tedna, jezik, dialog, delitve in na koncu sva še malo demonstrirala, kako se pogovarjati o težkih temah. Na nek način, seveda so te debate neskončne lahko, ampak ne vem, kako ti doživljaš. Bi te prosil za eno kratko evalvacijo, sva navajena kot izvajalca izobraževanja evalvacije delati tale pogovor, kako si ga doživela? Zelo prijetno. Midva se dolg časa poznava in nisva prvič v življenju imela take debate, ki je bila malo bolj poglobljena, tako da nisem imela zadržkov priti k tebi v studio in tudi zdaj se počutim zelo okej. Bi rekla mogoče, da če bi obstajalo v našem, ne vem, vsakdanu, več priložnosti za tovrstna srečanja in čas, da se pogovarjamo in se poslušamo, da bi marsikaj bilo drugače, upam, da. Res je, in to naj bo najin današnji prispevek k temu boljšemu svetu za vse nas, pa hvala, da si vzela čas. Hvala za povabilo.